Začelo se je šolsko leto 2021-2022, ki prinaša nove ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. V državi je v šolo vstopilo 139.116 učencev in 76.000 dijakov, od tega 21.123 otrok prvič. Ekipa Studia Bistrica je obiskala drugo osnovno šolo Slovenska Bistrica in osnovno šolo pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Priprave so se kar odvijale celo poletje, v bistvu pripravljali smo se na sprejem prvošolcev in pa tudi na zagon šole. Delamo po modelu B, tako kot smo lansko leto končali, tudi letos nadaljujemo. Želim si, da bi bili čim dlje v šoli, da se šole ne bi zapirale. Seveda smo vse ukrepe upoštevali, delamo po pameti in pa srčno. Pomeni, da upoštevamo vse to, kar je potrebno, nošenje mask v skupnih prostorih, potem razkuževanje rok, umivanje rok in pa prezračevanje ter varnostna razdalja tam, kjer jo lahko. To je sicer v naši šoli kar težko zagotavljati, glede na to, da smo zelo številčni. Letos smo vpisali 101 prvošolca, 81 na matični šoli in 20 na podružnični šoli. Vse skupaj učencev je pa na šoli 911 in pa 125 zaposlenih. Tako da tam, kjer ne moramo zagotavljati varnostne razdalje, nosimo maske, to je tako kot sem povedala, v skupnih prostorih, v jedilnici, odhod na WC in pa odhod iz šole, prihod in odhod iz šole. Medtem ko smo kosilo organizirali po mehurčkih, prav tako pouk poteka po mehurčkih. Jaz mislim, da smo pripravljeni na šolo, delamo skoraj da tako, kot bi delali v normalnih pogojih, s tem, da upoštevamo vse ukrepe, ki so zahtevani in se tega tudi dosledno držimo. To je tudi naša srčna želja, da smo čim dlje skupaj in da zaključimo šolsko leto. Če se bo pa izboljšalo, kaj pa še sprostimo tisto, kar je. In kako ta navodila upoštevajo starši otrok, kako je predvsem z nošenjem mask? Takole, lahko rečem, da večina staršev upošteva, so pa posamezniki, ki imajo pomisleke glede tega. Jaz bi še enkrat povedala, da otroci, mogoče tega nisem prej omenila, otroci od 1. do 5. razreda ne nosijo mask v razredu, prav tako otroci še v 6. razredu do dopolnjenega 12. leta, tako da obvezna maska pri pouku je od 7. do 9. razreda, to upoštevamo, drugače pa za skupne prostore pa res prosim, da se to upošteva. Tako kot sem že povedala, nas je veliko in je to zelo težko tudi zagotavljati varnostno razdaljo, ker se nam tudi računsko ne izide glede na kvadraturo in vse ostalo, kar je potrebno.